O Luki Koper komentar dneva, predsednik Društva malih delničarjev Rajko Stanković. Društvo malih delničarji Skupaj smo močnejši je spontano nastalo konec aprila letošnjega leta. Izkušenj pri delu z malimi delničarji nam ne manjka, saj smo v različnih pojavnih oblikah vsi akterji tega društva že delali to v preteklosti, že od leta 2006, določeni člani pa tudi že od leta 2001. V tokratnem sklicu skupščine Luke Koper je zelo pomembna tema, to je imenovanje oziroma volitve nadzornikov. Mali delničarji Skupaj smo močnejši, smo se odločili, da poiščemo primernega kandidata, ki bo znal bilance brati tudi vrsticami, in tako smo dobili odličnega kandidata, ki je našo ponudbo tudi sprejel, to je dr. Boštjan Avar. Dr. Boštjan Avar je direktor Vzajemne, odličen finančni strokovnjak in tudi docent na tem področju. Menimo, da bo kvalitetno zastopal interese nas malih delničarjev, saj le z dobrim nadzorom lahko damo prave smernice in preprečimo morebitne zlorabe, o katerih mediji ne mnogokrat prevečkrat pišejo. Za nazaj je potrebno počistiti, pregledati in poiskati odgovornost pri tistih, ki so bili odgovorni za ta dejanja. Tako ste v preteklih dneh delničarji dobili na dom pisma z pozivom, da date pooblastilo pooblaščencev. Seveda se zavedamo, da brez vaših pooblastil na skupščini težko zastopamo vaš glas, vendar menimo, da tako kot imate izbiro, ali greste na volitve ali ne, imate izbiro, ali podpišete pooblastilo ali ne. Vendar tukaj velja slogan, le skupaj smo močnejši. Torej, prosimo vas, da vaša pooblastila, ki ste jih prejeli na dom, tudi vrnete v najkrajšem možnem času. Da bi pooblastila bila pravočasna, jih moramo prejeti na sedež našega društva, to je na Dalmatinovi ulici 10 v Ljubljani, do četrtka tega tedna. Več informacij lahko najdete tudi na www.skupaj.si in še besedico dve o protikandidatu gospodu Davorinu Petarosu. Davorin Petaros je časten človek, ki je zaposlen v Luki Koper, in menimo, da bi bil tudi on dober kandidat, vendar težko pristanemo na to, da bi kot četrti zaposleni bil v nadzornem svetu Luke Koper kot predstavnik delničarjev. Mislim, da bi si moral Davorin Petarot izboriti svoj položaj skozi svet delavcev. In še besedica dve o medijskem programu, ki smo ga priča. Zelo nas zanima, kdo je naročnik kampanje proti našemu kandidatu Boštjanu Avarju, saj je točno na današnji dan prejelo 600 000 gospodinjstev v Sloveniji publikacijo z DUS-a in po naši skromni oceni ob upoštevanju vseh rabatov je ta strošek najmanj 200 000 evrov, ki jih DUS po našem vedenju nima. Kdo je to naročil in kdo to plača, bomo pa videli.